Lepo pozdravljeni! V NLP centru se trudimo, da staršem in pedagogom prinašamo nove vsebine in nova orodja, ki vam bodo olajšala delo doma in v razredu. Kot ste prebrali že v naših objavah, vam sedaj z veseljem predstavljam Sabino Košmerl-Kavčič in njen webinar Postani srčni voditelj družine in razreda. Sabina je odlična predavateljica in strokovnjakinja in prepričan sem, da vas bo njena vsebina navdušila. Sedaj pa vabljeni k ogledu. Prav lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Sabina Košmerl-Kavčič. Sem profesorica biologije in filozofije, žena, mama 3 otrok, avtorica knjige Srčni učitelj, pa tudi vlogerka in na moje veliko veselje predavateljica na takšnih in podobnih dogodkih, saj se vsebina iz knjige čisto naravno po želji bralcev razvila v predavanja, seminarje in delavnice. Prva naklada te knjige se je razprodala v pičlih 3 mesecih, ali bolj kot to dejstvo, me veselijo povratne informacije bralcev, ki mi sporočajo, da tehnike, metode, orodja in vaje iz te knjige zares delujejo. Zaradi njih pravijo, je njihovo življenje bolj lahkotno, radostno, mirno in spokojno. Uporabniki teh metod in orodij, ki jih boste spoznali in se jih naučili uporabljati, poročajo, da zdaj živijo bolj drzno. Da se več ne pomanjšujejo, ne držijo se nazaj, ne bojijo se, ne trepetajo več pred izzivi in konflikti. Zaradi teh orodij zdaj se izzivi in konflikti znajo. Še več, ko naletijo nanje, jih izkoristijo za to, da se skozi njih povezujejo, spoznavajo in napredujejo, se učijo, rastejo in izboljšujejo. Zakaj sem se sploh lotila pisanja te knjige in zakaj zdaj ponujamo te vsebine tudi vam? Ker sem začutila svojo resnično bolečino profesorice in mame, spominjam se, kako težko mi je bilo, ko sem pripravljena, strokovno podkovana, polna ljubezni do otrok in motivirana, prišla v razred z veliko željo, da bi predala snov in se povezala z učenci, naletela pa na zid. Kako težko mi je bilo, ko so bili kdaj odklonilni do snovi, do dela, do predmeta, do mene kot učiteljice, ko z njimi kljub želji in trudu nisem zmogla navezati stika. Zdelo se je, da tičimo vsak na svojem bregu. Jaz bi jim rada predala znanje in pomagala do dobrih ocen, oni pa so uro sabotirali, pač niso bili zainteresirani. Enako težko mi je bilo kot mami doma. Saj vi sami veste, otroku daste vso svojo ljubezen, pozornost, vse, kar premorete, pa včasih ni dovolj. Trudite se, hrepenite po kontaktu, dobite pa odpor in prepogosto na koncu končamo z najljubšimi osebami, torej svojimi otroki, v konfliktu. Ko nas kljub najboljšim namenom in kljub veliki ljubezni lastni otroci zavrnejo in odrinejo. Kaj takrat s vsemi temi občutki nevidenosti, prezrtosti, zavrnjenosti? Kaj narediti z vso bolečino, ki se odpre, ko se počutimo nespoštovane, nevredne, necenjene, nesposobne? Recimo takrat, v tistem času sem avtomatsko zamerila njim ali pa sebi, obsojala njih ali sebe in nas vse vrtela v enem začaranem krogu. Kljub temu, da sem čutila, da je poučevanje moje poslanstvo, da sem iz srca rada mama, se nas vseeno vrtela v enem začaranem krogu, ker nisem znala in ker nisem zmogla drugače. Učila sem tako na osnovni kot na srednji šoli, na srednji poklicni šoli, na gimnaziji in preko projektov izobraževala odrasle in ne glede na sposobnosti, zanimanja, spol, socialno ozadje, starost učencev, se je izkazalo, da delujejo stvari, o katerih bomo spregovorili v tem in v predavanju, ki sledi, pri vseh. Deluje pri najmlajših, pri najstnikih in tudi takrat, ko pred mojim katedrom sedijo ljudje, ki so enako stari kot jaz oziroma so od mene starejši. Te stvari, ki jih bomo skupaj raziskovali, so nas vsakič znova uspele povezati, stkati odnos in mi omogočile, da sem nato začela s procesom izobraževanja na čisto drugačnem nivoju. Te stvari pravzaprav sploh ne delujejo le pri vzgoji in izobraževanju. Ko začnemo te stvari aktivno uporabljati, postanemo drugačni. Lahko bi rekli, da končno postanemo pravi mi. Nekako osvobodimo samega sebe. Razpremo krila, globoko in umirjeno ter stabilno zadihamo. Korak za korakom se osvobajamo nedelujočih prepričanj, vzorcev, navad, družbeno splošno sprejetih mitov, po katerih še vedno nezavedno živimo. Čeprav v resnici sploh ne delujejo oziroma ne držijo. Ko ozavestimo svoje resnične vrednote in ko razkrinkamo te obremenjujoče misli in ko se naučimo pretakati svoje občutke
Iz sebe aktivno gradimo najboljšo različico sebe in v prvi vrsti dovolimo sebi, da smo že tukaj in zdaj, sredi te kaotične zmešnjave imenovane življenje, srečni. Ko to znamo mi, se tega zgledom naučijo tudi naši otroci. Ne gre za to, da če tega ta hip še ne znate, da se morate spremeniti, da je z vami nekaj narobe ali da nosite neko krivdo. Vi ste že zdaj ta hip, ko me poslušate in gledate, dovolj dobri in sposobni, da zaživite lepo življenje in da so ljudmi stkete pristne odnose. Vredni ste, pomembni, sposobni in dragoceni. Problem je v tem, da imamo mi vsi naloženega ogromno balasta, ki nam preprečuje, da bi zares zaživeli sebe. To bomo torej storili. Ozaveščali bomo in se odkrižali notranjih bremen, ki nas ustavljajo, pa se tega včasih sploh ne zavedamo. Jaz sem do spoznanj, ki sem jih zapisala v knjigi in o katerih bom poglobljeno govorila v naslednjem daljšem delu, prehodila dolgo pot. Ne le pri sebi, tudi pri drugih učiteljih sem opazila, kako izgubljajo voljo in motivacijo, ko se soočajo z odporom učencev. In s pasivnostjo oziroma vdanostjo kolegov v sodo, ki so trdili, da je poučevanje, vzgajanje pač naporno in težaško in otroci so pa nehvaležni in tako pač je. Tako pri sebi kot pri kolegih sem opazila, kako smo en čas zagnani, kako poskušamo na en in drugačen način in se ne želimo predati in vztrajamo in se borimo za dobro vzdušje v razredu, za dobro delo, za povezanost, za rezultate in poskušamo bolj glasno in bolj mirno in bolj interaktivno in inovativno in ne vem kaj še vse. A s časoma človeku upade energija, vedno bolj se cikla, vedno bolj se trudi in ne najde izhoda. Kot učiteljica sem se včasih znašla v stiski in podvomila vase kot v strokovnjaka, pedagoga, človeka, ko nisem našla izhoda, ko se nisem želela predati, hkrati pa mi je zmanjkovalo idej. Takrat človek res se znajde v enem slepi ulici. Po eni strani nisem želela pristati v tistem taboru, se veste, tistih ljudi, ki so se vdali in ki so se sprijaznili, da vzgajanje in izobraževanje človeka pač izpije, izčrpa in tako pač je, generacije so vedno hujše, vrednote izginjajo iz naše družbe in to sem jaz, da bom zdaj uspel ta gromozanski vlak, ki drvi v prepad, zabremzati, ne, se poznate tisti tabor, jaz nisem želela pristati na tako razmišljanje, da bom izgorela, da bom v stresu, nervozna, utrujena, utojena, da bo to pač moje breme, tako pač je, če si starši in učitelj. A hkrati mi je počasi zmanjkovalo idej. Ne moreš se prisiliti, da si poln energije, če na neki točki ugotoviš, da nisi. Ko sem preučevala različne učitelje, se mi je razkrilo. Tisti, ki so izgoreli, preutrujeni, prenapeti, vdani, apatični, da to niso slabi ljudje, niso nesposobni, niso nesramni. Prav nasprotno, velika večina si nad vse prizadeva, ima svoj poklic in otroke radi, so dobri ljudje, so čuteči ljudje, si želijo predati snov kvalitetno, želijo učencem pomagati, da pridejo do ocen, do izobrazbe, a jih izzivi, za katere niso opremljeni z učinkovitimi metodami, potolčejo. Mi, starši in učitelji, si zares želimo vzgajati in izobraževati miroljubno, povezano in prijazno, saj nas konflikti izčrpavajo in tega se zavedamo. A nevidni zidovi, ki vzniknejo med nami, našimi otroci in učenci, ter naša neopremljenost z metodami, s katerimi bi te zidove spremenili v mostove, nas včasih dobesedno zlomi. Tako začnemo pristajati na matranje, na mučenje, na nenehne konflikte, boje, na merjenje moči, pa čeprav si v resnici vsi želimo harmonične učne ure in tudi doma prijetno, mirno in harmonično vzdušje. Prav zaradi te neopremljenosti učitelji in starši s časoma začnemo bolj in bolj posegati po vzgojnih ukrepih. Čeprav v sebi vemo, da se v resnici vzgojni ukrepi v srži težave sploh ne rešujejo, le gasijo požar. In da z grožnjami le sporočamo učencem in doma svojim lastnim otrokom, da se počutimo nemočne, stisnjene v kot, z njimi je pa nekaj hudo narobe. Jaz osebno sem si želela, da bi me otroci spoštovali zares, pristno, ker me cenijo in vidijo kot sposobnega vodjo, kot predano učiteljico, kot ljubečega starša. Takrat, ko se to ni zgodilo, sem posegla po vzgojnih ukrepih, si tako uspela spostaviti neko strahospoštovanje, a sem kmalu ugotovila, da se v tem vzdušju nihče, še najmanj pa jaz, ne počuti dobro. Kot starš sem včasih celo podvomila vase, v otroka, v najin odnos, v svoje sposobnosti, v otrokovo ljubezen in spoštovanje, takrat, ko me otrok ni sledil. Nisem ga želela prisiliti v sledenje, druge rešitve pa včasih nisem videla. Tako zlahka zapademo v eno izmed dveh pasti.
Ali uvedemo kup pravil in strogo nadziramo, zato da bi minimizirali možnosti za to, da bi šlo kaj narobe, ali pa enostavno pravila skoraj da odpravimo, zato da se okrog njih ne bi prerekali. V obeh primerih se pa začnemo konfliktom izogibati. Se poznate tisto, taka so pravila v naši hiši in tega se je potrebno držati, nenehen nadzor, dvignjene obrvi in prst, občutek kot v zaporu, okrog se hodi kot po jajcih, vsi smo napeti, samo da bo vse dobro, samo da ne bo prepiral, ob najmanjšem stresu, pretresu pa padaj vseh strani. Ali pa druga skrajnost, delate kar hočete, ne zmorem več, ne sprašujte mene, dajte mi mir. Ker v konfliktu ne znamo seboj, svojimi čustvi, ker ne znamo stabilno, jasno in odločno sprejeti odločitve ter stati za njo, zamerimo otrokom, ki pa to zahtevajo in to potrebujejo. Kaj se takrat zgodi? V strogem okolju, ki skuša minimizirati možnosti za izpade, s katerimi bi se morali soočati, se tudi starš, učitelj ne počuti dobro, vedno bolj je napet, ujet, nezadovoljen, razdražljiv. Druga skrajnost, kjer ni pravil, da se okrog njih ne bi prerekalo, onesrečuje tudi vse vpletene. Otroke, ki vodstvo potrebujejo in odrasle, ki ne prenesejo kaosa in ki so nezadovoljni z rezultati dela v takem okolju. V razredu, domu postaja vedno bolj napeto, vedno več je groženj, očitkov ali pa previdnosti, izogibanja, čeprav si tako starši, učitelji kot otroci želimo povezovanja in pristnega stika. V takem vzdušju trpijo odnosi, zdravje, samopodoba, vizija za prihodnost, počutimo se utesnjeno, napeto, položaj se nam zdi brezizhoden. Naj na tej točki poudarim, da ne gre za to, da bi bil voditelj razreda ali družine v tem primeru nesposoben. Ne gre za to, da je zvodil nekaj narobe ali da nosi krivdo. Nismo krivi. Nosimo pa odgovornost, da se opolnomočimo s tehnikami in z orodji in da se naučimo, kako ravnati znotraj konflikta, da se razdor med nami in učenci oziroma med nami in našimi lastnimi otroki ne bo poglabljal in se večal, ampak kako se skozi konflikte začeti povezovati. Kako se skozi konflikte začeti odpirati drug drugemu, pokazati pristnega sebe. In ko to odrasla oseba zna in pokaže z zgledom, ko odrasel zna pogledati vase, pristno govoriti svojega resničnega občutka, to nauči tudi otroka. Naenkrat razvijemo dvojni pogled. Naenkrat ugotovimo, da v konfliktu sploh nisva dva nasprotnika, ki sovražno tičita vsak na svoji strani in dojamemo, da je to stanje le navidezno. Ugotovimo, da lahko z dvojnim pogledom hkrati pogledamo tega našega nasprotnika, kot človeka, ki ima spodaj pod vsemi temi izbruhi eno neizpolnjeno potrebo, eno hrepenenje, eno bolečino. In na drugi strani hkrati spremljamo sebe, svojo notranjost in ugotavljamo, kaj pa izpad tega otroka povzroča v meni, kaj pa je moja rana, ki potrebuje celjenje. Ko znamo v konfliktih pomisliti na potrebe nasprotnika in pod zgodbo, ki nas razburja, odkrivati potrebe in resnične vzroke za izbruh, hkrati pa svojo pozornost udržati na sebi, na svoji notranjosti in opazovati, katere rane se v konfliktu odpirajo v nas in se ponujajo v celjenje, oziroma si želijo ljubeče pozornosti, takrat v svojem življenju sprožimo revolucijo. Namesto, da bi kot odrasli neuspešno spet in znova zahtevali, da se otroci spremenijo, spametujejo, vzgojijo, pridejo k pameti in vidijo, da so vse zahteve in pravila tam z razlogom in da jim morajo slediti, se začnemo skozi konflikte spoznavati, povezovati in rasti. Dokler se jaz nisem opremila s tehnikami, ki so mi dale moč začeti znotraj konflikta izbirati nekaj drugega in ki so me odrešile starega nedelujočega vzorca, sem zjutraj vstala vedno težje, z manj zagona, z večjo težo in muko. Nov dan me ni razveseljeval, delo me je praznilo, nič več ni me več polnilo kot nekoč. Materinske obveznosti so mi kljub neizmerni ljubezni postajale naporne. S tem se jaz nikakor nisem želela sprijazniti. Začele so se vkljapljati rdeče lučke, se veste. Ko se odpravljaš v službo in se sprašuješ, zakaj ravno v mojem razredu največji razgrajači, pa ne danes, ta razred, nima moči, pa zakaj ravno moj najstnik doma zganja take scene. Ali pa si misliš, kje so še počitnice, kje je še dopust, kje je še penzija, kako bom vse to zmogla. Ko sem dejansko vse to v sebi začela slišati, ko sem to začela slišati tudi v zbornici, sem si rekla,
Obstajati mora rešitev, jaz na to ne pristajam. Obstajati mora rešitev. Hkrati sem videla, da s tistimi sodelavci, ki so pristali na to in to sprejeli kot svojo obsodbo, v resnici ni nič narobe. Da sicer delajo z muko in naporom, ampak da z njimi ni nič narobe. Le preprosto nihče med nami ni imel tiste resnične rešitve, ki bi pozdravila v globino izvor, ne le gasila požara. Verjetno ste se tudi vi kdaj vprašali, zakaj za vraga se nič ne spremeni, kaj delam narobe, povem glasno, povem tiho, povem narobe, povem prav, povem sočutno, povem histerično, povem na vse možne načine, pa nič ne pomaga. Se poznate tista notranja vprašanja, ko se sprašujemo, je gluh, je smotan, kako to, da me ne razume, kako mu naj še povem, kako to, da me ne sliši, mi to dela nalašč, kako naj pridem do svojega otroka, kako mu naj dopovem, kako naj zgradim most. Kot učitelj, kako naj spomnim učni načrt, kako naj se ukvarjam s tem, če moram delati snov, kdo ima čas za te postranske nepomembne zadeve. Razlog in rešitev se skriva nekje drugje in te zadeve so še kako pomembne, so celo temeljne, bistvene, ključne. Z njimi se vse začne in na njih se gradi. Gre za to, da otrok vas sliši, on si želi priti na vaš breg, a žal zaenkrat on tega ne more storiti. Največji navidezni problemi v družini in v razredu so konflikti. V resnici pa je naš največji problem naša neopremljenost, kako znotraj konflikta ravnati s seboj, svojimi čustvi, mislimi in soudeleženimi v konfliktu. Dokler tega ne znamo, se jim izogibamo in tako postaja učilnica in dom vedno bolj napeta in utesnjena. Za našo kvaliteto bivanja, življenja, za kvaliteto naših odnosov, za povezanost med nami, za kvaliteto vzgoje in izobraževanja se je z veščinami, kako v konfliktih s seboj in z drugimi, nujno opremiti. Ne le, da so te veščine uporabne za odnose s tistimi, s katerimi si najbolj želimo stkati vezi, to je z našimi otroki, uporabne so v zakonu, v prijateljstvih, v kolektivu. Dokler tega ne znamo, je naš dom, naša učilnica, včasih celo naše življenje, kraj, kjer se ne počutimo dobro. Nismo sproščeni, bojimo se, narašča stres, narašča napetost. Želimo se izmikati, bežimo včasih celo v bolniško. Želimo si raztegniti tiste počitnice v nedogled. Ko pa se opolnomočimo, ko to znamo, takrat pa lahko obrnemo čisto nov, čisto svež list v naših odnosih, pa ne glede na to, kje se znotraj njih nahajamo. Ni potrebno, da smo že čisto zabredli, preden se odločimo osvojiti te stvari. Ni potrebno, da je naše zdravje že načeto, da so naše moči že pri koncu. Odlično je, če smo šele na začetku svoje poti in si prihranimo vso tisto kolobocijo, ki bi nas sicer neizbežno čakala na naši poti. Nikoli ni prepozno in hkrati take stvari vedno lahko še izboljšujemo. Ker jaz torej trmasto nisem želela pristati na težavne odnose in garaško življenje, sem se vsa leta v šolstvu tudi alternativno izobraževala. Vlagala certifikate, delavnice, seminarje, raziskovala na vseh koncih in krajih, iskala resnično rešitev. Ugotovila sem, da mi je metoda samoraziskovanja, ki vam jo bom predstavila v nadaljevanju, prinesla najgloblje in trajne rezultate. Zaradi nje sem potem razvila v vseh situacijah, konfliktih, soočenih s katerimkolim človekom ta dvojni pogled, ki sem ga omenila prej. In ta sprememba znotraj mene, ta sprememba, ki se je zgodila znotraj mene, mi je spremenila življenje tudi od zunaj. Moje življenje in posledično življenje mojih 3 otrok in mojih učencev in dijakov se je spremenilo, ko sem odkrila nekaj čisto drugačnega, nekaj presenetljivega in na prvi pogled neverjetnega. Otroci se ne upirajo, ker si ne želijo sodelovati z nami. Oni niso nalašč konfliktni. V njih naravno živi želja, da bi bili pohvaljeni, sprejeti, ljubljeni, videni in slišani. V razredu si želijo učiteljevega priznanja in pohvale, ja, tudi tisti, ki kaže vse znake, da si tega sploh ne želi. Želijo si njegove pozornosti, želijo si priznanja. Ne nagajajo zato, ker bi bili nevzgojeni, slabi, ker bi bilo z njimi nekaj narobe ali ker ne bi spoštovali učitelja. Tudi doma si otroci želijo harmoničnega odnosa s starši. Potem pravzaprav hrepenijo. Njihova globoka potreba je biti pohvaljen od svojega očeta in mame, biti sprejet, ljubljen, viden in slišan. Oni si želijo sodelovati, oni si želijo priti na naš breg, ampak tega ne zmorejo, ker se nezavedno odzivajo na globoke vzorce, ki tečijo v odraslem, s katerim so v stiku. Oni zaznavajo globoka, neizražena, potlačena čustva v odraslem, torej v staršu in učitelju,
In dokler se jim odrasli ne posveti sam, ta otrok ne zmore preko njih in se odraslemu ne more pridružiti na njegovem bregu, pa če ta še tako zelo vztrajno to zahteva od njega. Ne more priti na našo stran, se z nami pristno povezati, nam zares prisluhniti, z nami stkati vezi, se učiti iz ljubezni, iz sprejemanja, iz radosti. Ko pa razvijemo ta dvojni pogled, pod tem, kar smo včasih imenovali otroško nemogoče vedenje, uvidimo nezadovoljene potrebe. Še več, odkrijemo, da nas ta nezadovoljena potreba otrok tako iztiri, ker imamo tudi mi rano na tem področju. Ko to zavestimo in pocelimo svojo rano, zadovoljimo tako svojo kot otrokovo potrebo. Kaj lahko še boljšega kot to? Ker nismo več polni ran, nas otrokovo vedenje ne iztirja več. Takrat ostajamo stabilni, jasni in ljubeče odločni. Otrok ne bo več pritiskal na rane, pa veliko manj nemogoč, in ker mi ne bomo žaljivi, poniževalni ali grozeči, se ne bomo več reagirali iz rane, otroku ne bomo predali težke popotnice, ki smo jo sami prejeli zaradi neozaveščene vzgoje. Odrasli torej hkrati celimo to, kar je bilo prizadejano nam. Poglejte, kako je to dragoceno. Hkrati pa istih ran ne prizadejamo naprej svojemu otroku ali pač učencu. Tako se odrasli in otroci začnemo povezovati in otrok nam začne slediti iz želje in pristnega spoštovanja. Odrasel pa tako postane kompetenten, stabilen voditelj. Pri vseh nastopi več sproščenosti, zdravja, povezanosti, izboljša se samopodoba. Vizija za lepo prihodnost nam vliva elana in voljo do dela, učenja, življenja. Od tod pride tisti življenjski sok, tista energija. Izboljšajo se tudi drugi odnosi, naravnanost, počutje, družinska in razredna klima. V predavanju, ki sledi, bomo torej usvojili način, kako postati tisti opevani in priljubljeni, pošteni starš in učitelj. Vse poznamo definicijo norosti, kaj ne? Albert Einstein je rekel, da si nor takrat, ko delaš vedno znova iste stvari in pričakuješ drugačne rezultate. Vsi poznamo to definicijo, a v zvezi z otroki pravzaprav tudi vsi uporabljamo oziroma vsi izvajamo. Ves čas razvijamo tehnike, kako vplivati na nje, kako spreminjati njih, njihovo vedenje, jih sodimo, krivimo, kritiziramo. Stvari pa se drastično spremenijo, ko nehamo kazati na njih, ko nehamo zreti le vanje, ampak se naučimo zazreti tudi vase. Takrat postajamo z njimi sodelavci, takrat se povezujemo, takrat spoznamo, da imamo moč v sedanjosti poceliti preteklost in na ta način skreirati čisto novo prihodnost. Z razvitim dvojnim pogledom dosežemo nivo bivanja, ko življenje sprejemamo celostno. Veliko manj obsojamo in nasplošno smo manj v odporu. Saj vemo, proti čemur se borimo, kar odrivamo in česar se bojimo, to se jača. Pa ne zato, ker nas življenje tako zelo rado preizkuša, ampak zato, ker nas najprej prefinjeno, nato pa vedno bolj zares prepričuje. Daj odpri oči, zazri se vase, sprejmi odgovornost, zrasti, zaceli se. Daj, drzni si, spopadi se že s svojimi strahovi. Naj vam zdaj to povem še na enem konkretnem primeru. Ko sem se začela s temi stvarmi poglobljeno ukvarjati, sta bili moji dve starejši deklici še majhni, zdaj sta obe punci že najstnici. Glede, z enim otrokom je še nekako šlo, brez da bi se jaz ukvarjala ob vzgoji svojo notranjostjo, dokler je bila najstarejša hči še majhna in edinka. Ko se pritiski poveča in se pridruži še kak sorojenec ali najkasneje, ko en ali več otrok pride do pubertete, takrat nam staršem odklenka. Takrat prazne besede ne zaležejo več. Ukazi, to več, to vse, s tem več ne pridemo daleč. Takrat dobimo pa zares močan poziv, naj se opogumimo in postanemo iskreni do sebe in se zares zaziramo vase. Saj trajnih rezultatov v vzgoji in pri otrocih drugače sploh ne gre doseči. Jaz sem bila kar hitro soočena s tem, da če si ne želim torej predati naprej napetosti v domu, na prepire, ukaze, poniževanja, da se moram naučiti iskati izvor stvari. Jaz vam bom opisala enega izmed svojih primerov, vi pa to prevedite v svoj jezik. Začutite, kako so te stvari videti pri vas. Verjetno nimate ravno enakih sprožilcev, enakih rdečih gumbov, a moja zgodba vam bo lahko pomagala, da začnete v svojem življenju na situacije gledati drugače. V tistem času torej, ko sta bili moji deklici majhni,
me recimo strašno zmotilo, če me ena ali druga ali obe tako netaktno, nevzgojeno, nekontrolirano zmotila med delom. Recimo, gospodinjila sem, zlagala posodo, perila, se veste tisto rutinsko opravljanje, ko z mislimi kar nekako odtavaš in skoraj da nisi tu na tem planetu, ali pa sem delala, brala, pisala in se prav tako nekam zatopila in potem sta prišibali mami. Mene je to tako razkurlo. Mene je to tako razbesnelo, da so v sekundi vsaj hoteli planiti iz mene stari družinski vzorci, za katere sem se zaklela, da jih ne bom od svojih staršev prenašala naprej na svoje otroke. Ampak enostavno si nisem mogla pomagati, vsakič znova me je to iztirilo, vsakič znova sem hotela punci vzgojiti, ju naučiti drugače in potem sem jima očitala, ko ni zalegla in potem sem očitala sebi, da ne znam, da ne zmorem, da sem slaba mama. Podobna situacija v šoli, čeprav sem bila rada učiteljica, so me pa taki trenutki, ko sem nekaj počela in so otroci rinili v mene, čisto iztirili. In komaj sem ohranila mirnost, vso svojo moč sem morala vložiti to, da sem ohranila mirnost. Včasih sem celo začela verjeti, da so vsi povprek nevzgojeni, neobvladljivi oziroma da jaz z njimi ne znam. Dokler nisem naredila ključnega. Pomislila sem na to, odkot so meni ti občutki znani. Namesto, da bi šla takoj v reakcijo in skušala otroke ustaviti, tako kot sem bila tega navajena, sem si dovolila sploh začutiti, kaj jaz v tem trenutku sploh čutim. Najprej se mi je zazdelo, čutim jezo, da me razkurijo, da se razkurim na otroke, ki nikakor nočejo dojeti, da naj se umirijo in da naj pristopijo do mene lepo mirno in umirjeno, da jim bom na voljo, da jim bom prisluhnila in da ni potrebno zahtevati pozornosti na tak vsiljiv, agresiven način. Zdelo se mi je, da sem celo upravičena do te jeze, da je celo vzgojno in pravilno, da vztrajno postavljam mejo, da je to za njih dobro. Ampak žal ni delovalo, zato sem šla globlje in spoznala, da je meni ta občutek znan iz mojega otroštva. Spoznala sem, da se jaz teh otrok v resnici prestrašim, da ne gre za jezo, ampak da gre za strah. Ko sem bila majhna, sem bila namreč taki knjižni mol. Imela sem zelo bujno domišljijo, pogosto sem se zatopila v igro, kaj pisala, ustvarjala, se umirila, odtavala v mislih, potem pa kar naenkrat v moji veliki družini okrog mene prepir, včasih celo kak očitek ali udarec, sploh nisem vedela odkot in zakaj. Ko je otrok majhen, je svojim starejšim članom družine prepuščen na milost in nemilost. Ko je okrog njega jeza in agresija, je to zanj zelo velika reč. Odrasli na to radi pozabimo. Nam se to ne zdi nič posebnega, a za otroka se čuti kot konec sveta. Za otroke smo mi, starši, ves njegov svet, njegovi skrbniki, njegovi zaščitniki, njegova baza, njegova varnost. Če se v njegovi okolici začnejo prepiri, padajo kletvice in udarci, to je zanj travmatična izkušnja. In ko otrok to doživi, zaklene vase. On tega takrat ne zmore oziroma celo ne sme izraziti. In tako sem tudi jaz to izkušnjo, kot tavaš v mislih ali pa se nečemu posvetiš in te nekdo zmoti, zaklenila vase. In poglejte vi zdaj to darilo teh mojih vztrajnih otrok toliko let kasneje. Moja otroka sta ponavljala z isto silo napadala tako dolgo, dokler me nista tako stisnili v kot, da mi je bilo tako težko, da ali bi eksplodirala, začela kaznovati, izvajati vse to, kar sem si obljubila, da ne bom in tako pustila svojo notranjost nedotaknjeno, rano lepo nezaceljeno, ali pa začela iskati vzroke in ker res nisem želela posegati niti doma in niti v šoli po vzgojnih ukrepih, sem se končno obrnila vase. Kaj zares čutim, odkot mi je ta občutek znan? In ko sem jaz ozavestila svoje izkušnje z otroštva, jo tudi izpovedala, izrazila, se je moja realnost začela spreminjati, brez da bi posebej posegala vanjo. Moja otroka sta nekrat postala otročja. Moji otroci v šoli razposajeni. Moj pristni, globoki strah se več ni zbujal, ker sem si ga drznila ogledati, ker sem o njem spregovorila, ker sem svojo ranjenost, brez da bi iskala krivce, obtoževala ali kopala po sebi v nedogled, pocelila in lahko šla osvobojena naprej. Če se takrat s tem ne bi soočila, bi se verjetno še na svoje vnuke drla. Kaj se dereš, ne rini vame, kako si nasilen, nič te niso vzgojili. Zame se je takrat odprl nov svet. Ostala sem zares mirna, otroke sem pozvala k mirnosti iz čisto drugačnega notranjega prostora, ker sem stabilno stala kot suveren voditelj in glej ga zlomka, kar naenkrat so me slišali, ubogali in upoštevali.
Čisto drugače vodiš samega sebe, svojo družino in razred, kot te stvari znotraj sebe, ko stvari znotraj sebe eno za drugo poceliš, sproti, kakor prihajajo. Prej strahu, s grožnjami in s kritiziranjem, neuspešno, zdaj mirno, s sprejemanjem in zares učinkovito. Ne gre za to, da mi kot srčni starši, srčni učitelji in srčni vzgojitelji nehamo vzgajati in voditi otroke, sploh ne. Gre za to, da mi začnemo to delati iz enega drugega notranjega prostora na veliko bolj učinkovit način. Kaj se je zgodilo v mojem primeru? Nekaj, kar nas je prej pestilo leta, se je razrešilo v nekaj dneh. Jaz sem svojo rano odkrila, jo pocelila. Mene je tako vedenje pravzaprav nehalo motiti in v otrocih je enostavno izvenela. Pred nami je torej novo obdobje, so novi načini in so nova orodja. In vsi vi, dragi starši in dragi učitelji, ki ste pripravljeni stopiti na novo pot, kreirati neko novo resničnost, sodelovanju z otroki in ne več v boju z njimi, vam gre moja srčna zahvala, poklon in hvaležnost. Skupaj odpiramo oči, da se skozi zaceljenega posameznika celi družba. Vem, da smo sposobni skozi zaceljenega sebe, ko naslednji generaciji ne predamo bremen neozaveščene vzgoje, zaceliti svet. Upam, da se vidimo in da boste izbrali, da se v naslednjem delu naučimo prav tega, kako postati tisti opevani, strogi, a pošten starš in učitelj. Saj veste, kaj rečejo otroci, ona je zagamana učiteljica, je stroga, samo je poštena, ful jo imamo radi. S tem mislijo, stabilna je, ni zamerljiva, ni užaljena za vsako figo, a določenih mej se pri njej ne prestopa, se jo spoštuje in se jo upošteva. Ali pa ko je mama stabilna, ko je mama zaceljena, ko je kul, ko ne dovoli, da jo skačejo po glavi, ampak s tem nima noben težav. Zadnjič sem govorila z enim starejšim gospodom, slučajno sem ga srečala na sprehodu, on je bil z vnukico, jaz sem bila s svojim sinom. Ta gospod jih je imel zagotovo čez 70. In potem sva se zaklepetala in sva prišla nekako na šolo in oči so se mu zasvetile, ko je uporabil te besede. Nikoli ne bom pozabil naše učiteljice, bila je res poštena. Včasih stroga, samo poštena. To, kar predamo otrokom, ostane v njih in to tudi oni predajo naprej. Pridružite se mi v naslednjem delu, kjer bomo po korakih spoznali, kako svojo notranjost počistiti in prezračiti tako, da se osvobodimo in predamo naprej takšno dediščino, da bo našim otrokom doprinos in ne breme, da bodo lahko že zgodaj v življenju začeli s kreiranjem in ne s celjenjem. Hvala vam in se vidimo.